Tam gozdnati hrib kraljuje, pod njim pa cerkvica domuje. Marjeta sveta se imenuje, v objemu svojem nas združuje. Sem mati, ded hodila, veselja, žalosti delila. Si ti, Marjeta, tolažila, družino, dom nam ohranila. Tukaj, kjer se lepota narave in življenje ljudi, ki tod prebivajo, prepletata z bogato zgodovino, se začne zgodba tega kraja. Gre za Jetrbenk, 774 metrov visok hrib v zahodnem delu Polhograjskih Dolomitov. Ni ga težko prepoznati, bodisi na poti iz Gorenjske proti Ljubljani ali iz razgledov Kamniških planin. Če pa se znajdemo na njegovem vrhu ob križu, se pred nami odpre pogled na celotno Ljubljansko kotlino. A pobočja Jetrbenka skrivajo še več. Med drugim tudi Blagajev Volčin, najstarejšo zaščiteno rožo pri nas. Zgodovina in bogato ustno izročilo teh krajev segata globoko v preteklost. Krajevna imena in ohranjeni zapisi o vitezih jetrbenških pričajo o tem, koliko zgodovine skriva v sebi ta soseska Podgrajska. Pod našimi nogami so še danes temelji oglednega stolpa, ki se je imenoval Ne boj se. In ko se z vrha podamo po severnem pobočju navzdol, kmalu dospemo do gradišča nad Sveto Marjeto, kjer so arheološka izkopavanja dokazala, da je tod stala utrdba, imenovana Novi Jetrbenk. Še preden pridemo do cerkve, se proti zahodu odpre pogled na kopo z imenom Kašča, kjer je stal grad Stari Jetrbenk. S to zgodovino je tesno povezana tudi vas Žlebe, ki leži severno pod Jetrbenkom. Omenja se že v 14. stoletju, njeno ime pa izhaja iz značilnih žlebov, ki jih je oblikovala narava v tem delu Polhograjskih Dolomitov. Iz njih se steka voda v potoka Malenščico in Potočnico, ki so ustvarjata podobo te pokrajine. Polja, travniki in gozdovi dajejo temu prostoru poseben značaj. Sestavlja ga več zaselkov: Pristava, Stežca, na Zakon, v Žlebeh, na planini Kršle. V ljudskem izročilu pa se za ta kraj pogosto uporablja tudi ime Marjeta. In več kot 600 ljudi, ki tukaj živijo, mu daje vsakdanji utrip. Pod Jetrbenkom pa življenje teče naprej, na poljih, v gozdovih, med ljudmi. Tu polja, travniki, gozdovi, tu dom ognjišča starega rodovi, saj krasni cvet ste domovini, Žlebe, dom, vi moji ste družini.
Sredi vsega tega stoji cerkev, ki je srce omenjene soseske. Posvečena je sveti Marjeti Antiohijski priporočnici v stiski. Zgrajena je bila leta 1526, tako priča letnica, ki je zapisana na oboku cerkvi. Zidana je v poznogotskem slogu, ustno izročilo pa pravi, da sta zadnja potomca Jetrbenških, Marjeta in Jakob, dala postaviti cerkev svetega Jakoba na Petelincu in cerkev svete Marjete v Žlebeh, da bi s tem poravnala krivice, ki so jih njuni predniki prizadejali ljudem v teh krajih. Morda na resničnost teh besed kaže tudi dejstvo, da soseska sama ne bi zmogla gradnje take cerkve in se je tako zidala z zapuščino Jetrbenških. Tudi čas nastanka cerkve v omenjenem letu je vprašljiv, saj je na tem mestu cerkev zagotovo stala že veliko prej. Upodobitev svete Marjete z ukročenim zmajem na verigi pa lahko predstavlja zmago nad poganstvom. Obstaja tudi možnost, da je bila cerkev porušena v potresu leta 1511 in nato v sedanji obliki sezidana leta 1526. Ta cerkev je ljudem vedno veliko pomenila in je združevala rodove do današnjih dni. Sem so prinašali svoje prošnje in zahvale. Tu so se srečevali in tako je še danes. Lepo obnovljena, tudi z delom vaščanov, ostaja prostor, ki povezuje. A kdo je ta skrivnostna zavetnica, ki že pol tisočletja bdi nad to vasjo? Njena zgodba o neupogljivi veri, zvestobi in pogumu oživi skozi staro pesem. Zvesto me poslušajte, krščanske duše vi. V srci zapisajte, kar boste slišali. Posebno pa dekleta, katere ste mladi, da zgled vam da Marjeta, kako vam živeti gre. Da zgled vam da Marjeta, kako vam živeti gre. Marjeta je bila rojena v mestu Antiohiji, svet veri podučena, še očevidu ni. Svet veri podučena, še očevidu ni. Lepo jo je vzgojila krščanska pisarna, v srci zapisana je vero Jezusa. V srci zapisana je vero Jezusa. Ko oče je to zvedel, močno se je jezil. Dajde v vero neče, močno jo je rotil. Dajde v vero neče, močno jo je rotil. Hitro jo naznanil je o Libriju v oblast, ta hotel od vere odvrniti jo in vzeti k sebi v last. Marjeta,
pa zavrne ga in strašno razjezi. Je kaznovana z bičanjem, v ječi zelo trpi. V temno ječo pride zmaj in tam jo skušal je. Ker ni uspel s skušnjavami, pa gre, da jo požre. A vera, neomajna, je Marjeti dala moč in s križem v sklenjenih rokah je zver pregnala proč. Na koncu Libri je dejal, naj jo obglavijo. Marjeta pa je šla v nebo, kjer večno je svetlo. Skozi stoletja razkrivam ljudem svoje bisere. Le ti živijo med vaščani in prav to dela ta kraj resnično bogat. Spregovorite, ljudje, o njih. Na dolgih poteh velikokrat razmišljam, kaj me žene v svet, in ugotovim, da se prav gotovo po jutru dan pozna. In ta peš hoja me je pripeljala kasneje tudi v gore med alpiniste, kjer je bilo zaupanje tisto, ki nas je vezalo, ne vrv. In tako sem spoznal tudi hribe okrog sveta in krepil samozavest, spoznaval ljudi in druge načine življenja in vedno vesel prišel domov na Marjeto v svoj dom. Pride čas, ko ugotoviš, da življenje ni pravljica in treba je ustvariti dom. V dom dati družino in ko so vsi ti pogoji izpolnjeni, potem pride čas, da uresničiš želje, ki si jih dolgo, dolgo pestoval in si jih želel uresničiti. Ko sem bil najdlje od doma, sem bil domu najbližje. In ugotovim, da je življenje treba živeti, ne samo preživeti. Da se vrnem domov v žlebe na svoj dom med Marješčani, s katerimi z veseljem živim. Toliko stoletij je že minilo, odkar tu prebivam. Vedno sprejeta od svojih Marješčanov, ljudi, ki varujejo svojo dediščino. Kako čudovit je ta kraj, kot biser. Koks pa ti pridna, a že s trgovine nazaj? Ja, pa sem pomislila, da ti bi pasel en kozarc soka. O, tola se pa dala res preleže. A koso kleplaš? Je treba prštimat, bo treba čev kusati. Gor mene zmeraj toliko skrbi, ker je toliko navarno, pa toliko strmo. Pa zdrgat za vreme dober pogledal. Dober kaže, suhe tla so. Mal me skrbi, ker tak breh, pa da nas kakšna nevihta ne ujame. Pa mal gor k Marjet pogledam,
pa gremo gor. A ni to en dober občutek, ko vemo, da nismo sami? Jaz najbolj občutam to takrat, ko gor na Marjed zazvoni. Pa kar sama od sebe se porodi ena zahvala za srečen del, za varne najne kolesarske poti. Pa ta zvonene, ta povezava med ljudmi, s krajem. Koliko jih je že, ki jih ni več, pa so verjetno glih tako misli, kot mi zdaj mislimo. Včasih smo se skupaj zbrali, pa smo pokosili našo planino, pa Mihočevo planino, ki pa na Marjed zazvonil, smo se ustavili, pokrižali, pa smo šli naprej. Kaj bo? Ta zven zvona pa v meni zmeraj zbudi spomin na moj dom. Te grem pa jaz južno skuhati, ti pa prid. Pridem. Sladka pesem mojih zvonov, od Golega Brda do Studenčic zadonijo, iz roda v rod, potrkajo na vrata vsake hiše. Slišite, kako nas vsak dan povezuje njih mili zven? Mnogo je ljudi, ki jim je življenje sama žalost in bolest brez konca. Ne cvetov, ne rode sadu, izginejo naposled trpeči in nedolžni, kakor so prišli. Toda glej, izpolnili so svojo dolžnost v trpljenju. Bolest jim je bila naloga, stojijo v zgodovini, kamor jih je postavila nevidna roka. Težja in večja je bila njih dolžnost, nego dolžnost zmagovalca, ki hodi svojo svetlo pot preko prostranstev. Zvest. Zvest je več, kot biti uspešen. Posvečen je ta kraj, kjer ljubezen prestaja takšne preizkušnje. Anja, tukaj je zajček, pa išče svojo mamico, lej, dej ga pobožaj ga malo tako. Lej, kako hitro teče čas. Se mi zdi, da smo včeraj Anjo dobili. Ja, pa danes, pogledajo, kakšna velika punca je že. Pa toliko enih stvari je že za nami, pa toliko stvari smo dali skozi. Ko gledam nazaj, se sprašujem, odkje smo vedno črpala to moč, da smo lahko šli naprej. Veš kaj, trdna vera pa zaupanje, to nama daje moč. Brez tega bi res težko. Pa mislim, da nikoli nismo bili sami. Veliko ljudi nas podpira pa spremlja. Ja, res je, pa poglej to lepo družino, veliko. A ni fajn, kad tako radi pridejo skupaj? Ja. Anja nas je veliko naučila za življenje. Na en tak poseben način, pa še nas uči. Take potrpežljivosti, pa hvaležnosti, pa nežnosti. A ne, Anja, ti si en tak naš sonček. Ja, veliko pomeni, da Anjo sprejemajo tako, kot je, in da jo imajo radi. Ja, res sva lahko hvaležna, da imamo drug drugega. In živeti v Žlebeh je lepo, tak miren in domač kraj, kjer se počutimo varni in sprejete. Ja, a ne, tako se mi zdi, da res nekdo bedi nad nami. Koliko upanja prinašate s potrpežljivostjo v svoje družine, med prijatelje. Hvala vam, dragi sovaščani, da pot do mene ni zaraščena. Z medsebojno pomočjo in zaupanjem še naprej varujte to skupnost. Saj
Tu se med seboj poznamo, si stisnemo roko, pomagati znamo. V slogi, sreči še naprej živimo in naš ljubi jezik ohranimo. Vsako življenje pusti sled. V delu, v besedah, v ljudeh, ki ostanejo in v spominu. Ko pa pride zadnji dan, mi z milostjo bod obsijan. Naj mirno mi zapoje zvon, Marjete svete, mili zvon. Gospod z vami. Na priprošnjo svete Marjete, device in mučenke, naj vam podeli Gospod to, k čemur nas ona vabi. Dragi moji rojaki, biser pomeni moje ime. Biser, katerega je oblikovala vera, upanje in ljubezen. Postanite ta biser. Skrbite za vero, upanje in ljubezen. Amen. Priprošnja svete Marjete naj vas utrdi v prenašanju trpljenja, kot sama pravi. Ne bojte se trpljenja. Trpljenje za Gospoda vas notranje obogati in posveti. Amen. Bog vam daj, da bi se skupaj s sveto Marjeto radovali v tisti domovini, ki jo je Bog pripravil otrokom svoje cerkve, kot nas vabi tudi sveta Marjeta. Ta cerkvica moja, mala in lepa, k sebi vas vabi, da počastite Božje ime. Biser najlepši je sveta Evharistija, ki vas dela svete ljudi. Amen. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdite v miru.